GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva, je 27. in 28. septembra v Podčetrtku pripravila drugo problemsko konferenco komunalnega gospodarstva. Letošnja druga problemska konferenca, ki se izvaja v Termah Olimje, želimo, da postane tradicionalna. Vključuje preko 200 udeležencev v dvodnevnem predavanju referatov. Z deležbo smo zadovoljni. Na sami konferenci so prisotni tudi državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo in okolje. V popoldanskem času na okrogli mizi bo prisoten tudi minister za kmetijstvo in okolje ter na samem problematiki, kjer je tematika vlaganje v infrastrukturo ter problem uveljavitve cen na področju gospodarskih javnih služb. Želimo spostaviti to problematiko, vključiti predavatelje z področja komunalnih podjetij, z področja Ministrstva za okolje in prostor ter tudi iz področja strokovne sfere. Osrednja tema letošnje konference je bila komunalna infrastruktura s poudarkom na strategiji vlaganj v posodobitev in razvoj komunalne infrastrukture ter njenega načrtovanja z vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja. Zbornica se dobro zaveda, da je ustrezna komunalna infrastruktura pomemben razvojni dejavnik in vseskozi opozarja na vse večji razkorak med potrebnimi naložbami v komunalno infrastrukturo in razpoložljivimi viri za njihovo financiranje. Rdeča nit letošnje druge problemske konference komunalnega gospodarstva je bila infrastruktura in v bistvu se ta tema nadovezuje na temo, ki smo jo obravnavali lansko leto, to je bil pa položaj izvajalcev in pa cenovna politika na področju komunalnega gospodarstva. Ugotavljamo namreč, da ravno ta cenovna politika povzroča velik deficit na področju infrastrukture. Tako deficit na področju nove infrastrukture, ta deficit se lahko sicer omili z nepovratnimi sredstvi, predvsem z evropskimi sredstvi, nedvomno pa ostaja deficit na področju vzdrževanja obstoječe infrastrukture in ta je največji na vodnem področju. Tam ugotavljamo, da so nekateri sistemi že več kot 50% izrabljeni. Na konferenci so predstavniki občin izpostavili problematiko povezano z zagotavljanjem potrebne javne gospodarske infrastrukture z vidika lokalnih skupnosti. Torej, mi imamo dve ravni tega sodelovanja. Ena raven sodelovanja je direktno sodelovanje občine, komunalne podjetja, kjer je pač dobro, da je to sodelovanje dobro, kajti gre za skupne interese, gre za to, da izvajamo to, kar je dobro za ljudi. In drugo pa je na neki drugi ravni, to je sodelovanje med, bom rekel, komunalno zbornico, skupnostjo občin, združenjem občin, kjer gre za neke skupne nastope, bom rekel tudi vizavi vlade, kjer gre za to, da sodelujemo pri zakonodaji, da ustvarjamo pogoje, ki bodo, če že niso optimalni za normalen razvoj komunalnega gospodarstva. Žal v tem trenutku mi tega normalnega razvoja nimamo, predvsem zaradi izjemno slabe zadnje desetletje in več politike cen in smo pravzaprav tam, da se nam bodo različne komunalne infrastrukture sesedle, račun bodo plačali tako kot zmeraj uporabniki, torej ljudje, in zato je to sodelovanje toliko bolj nujno. Predsednik Skupnosti občin Slovenije je pohvalno ocenil tudi sodelovanje z GZS, Zbornico komunalnega gospodarstva. Sodelovanje med komunalno zbornico, skupnostjo, združenjem občin pa je v tem letu zelo napredovalo in mislim, da bo tako tudi v prihodnje. Posebna pozornost je bila na konferenci namenjena tudi načrtovanju lokalne gospodarske infrastrukture. Ključna tema z področja načrtovanja gospodarske javne infrastrukture je po mojem mnenju, da moramo spet preiti na nek sistem urejenega in sistemskega načrtovanja. Mi smo to v zadnjih 20 letih spustili z rok, je pa nova generacija občinskih prostorskih načrtov pravzaprav čas in prostor, ko mi te aktivnosti lahko začnemo
In te aktivnosti vodimo tako, da bomo potem na koncu imeli sektorske oziroma sistemske akte, ki bodo lahko podlaga za vse naša nadaljna dela v naprej. Torej, če imamo mi zdaj občinski prostorski načrt in je razdeljen ta na strateški pa izvedbeni del, lahko to načrtovanje infrastrukture zdaj začnemo, jo strateško predelimo, na ravni občine se dogovorimo o ciljih, prioritetah, strategijah in kam gremo. In potem v nadaljnih fazah, to pa pomeni, ko bomo mi enkrat občinske prostorske načrte imeli sprejete in želimo to izvajanje infrastrukture potem dejansko tudi udejaniti, da vemo, kam bomo šli, zato pa rabimo ene resne, skupne strokovne podlage. Menim, da se morajo občine in komunalna podjetja bistveno bolj med sabo povezati, da bodo lahko skupaj vsak trenutek rešitve dale na mizo, da bodo se lahko sproti in skupaj ves čas odločale, kaj, kam, kako investirati. Ter problematiki javnega naročanja, predvsem zakonodajnega vidika. Ja, zakonodajno okolje javnega naročanja je trenutno bolj cokla kot pa neko pomoč pri naročanju. Imamo pa srečo, da prihajamo v čas, da bo možne nekatere spremembe. Prva sprememba bo same zakonodaje o javnem naročanju, ker prihaja nova direktiva iz Bruslja, na osnovi katere bo treba popolnoma prenarediti trenutno veljavno zakonodajo o javnem naročanju. Ministrstvo za finance, kamor so zdaj dali to centralno organizacijo za naročanje, javno naročanje, se je le spravilo k sebi in je dalo ven strategijo izobraževanja javnih uslužbencev. Jaz sem jo videl in je zelo pozitivna. Čakamo zdaj, da se dogovorimo samo še to, kakšno obliko organizacije bi postavili za javno naročanje na nivoju Republike Slovenije ali pa malce manj centralizirano. Če se bo to uredilo, mislim, da je v roku enega leta le ena bolj svetla luč na koncu tega precej temeljnega predora v javnem naročanju. Svoje mnenje o tem, ali je komunalna infrastruktura ovira ali prednost gospodarskega razvoja Slovenije, pa so na okrogli mizi prvi dan konference podali številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij ter snovalci komunalne politike. Drugi dan so razprave potekale v 5 vzporednih tematskih sklopih. V prvem sklopu so razpravljavci med drugim govorili o aktualnih ekonomskih problemih izvajanja gospodarskih javnih služb z vidika cenovne politike in zagotavljanja investicijskih sredstev. V okviru kohezije oziroma operativnih programov razvoja infrastrukture za obdobje 2007-2013 financiramo okoljske projekte na področju ravnanja z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter projekte za samo vodooskrbo ter poplavno varnost ljudi. Trenutno je na razpolago približno 530 milijonov evrov kohezijskih sredstev, katerim je potrebno dodati še 15% lastne slovenske udeležbe, tako da nekaj lahko govorimo o 650 milijonih evrov. Upravičenci do teh sredstev so v največjem primeru občine, prijaviteljice, ki potem tudi to infrastrukturo seveda so dolžne zgraditi s pogodbenimi partnerji, kasneje pa same komunalne podjetja prevzamejo to infrastrukturo v uporabo. Dejansko je stanje v tej razvojni prioriteti in tem kohezijskem obdobju takšno, da je nekaj manj kot 90% vseh sredstev, ki so na razpolago, že dodeljenih z tako imenovanimi odločbami o dodelitvi sredstev, kar je zelo veliko. Po drugi strani se pa srečujemo z težavo, da je pa dejansko črpanje oziroma poraba čisto fizično teh sredstev na terenu nekaj manj kot 18%. Do te razlike prihaja predvsem zaradi zapletenih postopkov daje javnih naročil in pa tudi potem samega sektorja gradbeništva, kajti tukaj gre v glavnini za gradbene dela, ki vemo, da doživlja v zadnjem letu precejšnje pretrese. Hkrati pa so ta kohezijska sredstva seveda po našem mnenju eden od večjih razvojnih potencialov za spodbudo slovenskega gospodarstva, predvsem sektorja gradbeništva. Ta konferenca bo gotovo pozitivno prispevala k spoznanju tako na državni kot na občinski ravni, da je problem zbiranja sredstev za financiranje tako širitve kot obnove gospodarske javne infrastrukture, še posebej pri oskrbi s pitno vodo, resen problem, saj smo v preteklosti zaradi uvedbe sistema spremljanja zbiranja teh sredstev
ta problem bistveno zanemarili in zbirali premalo sredstev in seveda posledično tudi premalo vlagali v obnove te infrastrukture. V okviru ekonomskega sklopa je bila predstavljena tudi primerjalna analiza benchmarking kot osnova za presojo učinkovitosti izvajanja gospodarskih javnih služb. Kakšne izkušnje imajo z uporabo benchmarkinga in kako je le-ta vplival na izboljšanje učinkovitosti oskrbe s pitno vodo na Nizozemskem, je predstavil Peter Dane, vodja benchmarkinga v okviru Združenja nizozemskih vodnih podjetij Viven in predsednik Evropskega združenja za benchmarking na vodnem področju. My name is Peter Dane and I am responsible for an international benchmarking program. I think the power of this program is that we have created a network of utilities who are all quite eager to improve themselves. And this network is now growing quite fast. And maybe it would be a good thing to also include utilities from Slovenia, because now we have done this for 5 years at a row. We have quite some experience with how to organize it, with defining the good indicators for this, and it would be a pity not to use the experience or inventing the wheel again. So, I would like to end with the remark that the program of the European Benchmarking Cooperation is open to everyone. Kakšna pa so bila pričakovanja in kako so konferenco videli in ocenili udeleženci? Absolutno je tematika prava, tematika in celotna vsebina konference je zelo dobro sestavljena oziroma zastavljena. Rezultati oziroma odgovore pa bomo videli čez čas, ker dejansko se bodo ti rezultati in pa sami cilji ter zaključki te konference izkazali v samem delu, z našega vidika v sami zakonodaji. Zato me izredno veseli, da so prisotni na konferenci tudi pristojni iz ministrstva in tudi kasneje, da se bo udeležil same okrogle mize sam minister, ker so ti osebe tiste, na katerem bomo predvsem udeleženci podali nek apel, kje so naše težave, čeprav že to verjetno vedo, ker te težave nas že spremljajo dalj časa, in pa da bodo potem tudi naše predloge in naše ideje v največji meri res vključili v samo zakonodajo oziroma da bojo vključili nas, izvajalce sami, ki se s svojim delom srečujemo s težavami. Problemska konferenca je zagotovo izjemno dobra priložnost za izmenjavo stališč. Jaz moram čestiti organizatorjem. Zagotovo se o problemih in nenazadnje tudi o rešitvah medsebojno premalo pogovarjamo. Občine, komunalna podjetja in vsi ti akterji, ki lahko več naredimo na kvalitetni infrastrukturi in s tem tudi izboljšamo standard. No, smo nekoliko v težavnih časih, ko nas stiska kriza, vendar tukaj je treba poiskati nekako rezerve, priložnosti in tu nenazadnje medsebojno sodelovanje je ena od priložnosti. Zagotovo je še precej stvari, ki so lahko z uporabo raznih inštrumentov lahko stvari še izboljšamo, naprimer evropska sredstva, javno-zasebna partnerstva, vendar tukaj je pa potrebno seveda pripraviti projekte, biti v prvi fazi precej pogumen, precej vložiti. Tukaj imamo pa tudi strani občin precej težav, namreč v tem kriznem obdobju se nam finance krčijo in predvsem zaradi tega imamo težavo pri pripravi izboljšanja infrastrukture. Ja, tako kot v vseh dejavnostih je tudi v naših dejavnostih zelo pomembna izmenjava izkušenj in izmenjava dobrih praks. Tu vidim tudi največji plus te konference. Obenem seveda pa tudi želimo opozoriti na probleme, ki obstajajo in ki jih bo potrebno, če ne takoj, pa nekoč rešiti. Skupna ugotovitev konference pa je bila, da je skrajni čas, da se to področje sistemsko uredi in komunalna zbornica skupaj z skupnostjo občin in pa združenjem občin tukaj ponuja roko. In to se mi zdi, da je pomemben drugi zaključek
te problemske konference. Skratka, deležniki na tem področju se usklajujemo med seboj in mogoče za razliko od preteklosti ne samo, da kritiziramo obstoječe stanje pa obstoječe sistemske rešitve, ampak ponujamo roko in ponujamo svoje rešitve. Upamo in verjamemo, da bo druga stran, predvsem kar se tiče zakonodajnih rešitev, je to država to roko sprejela in da bodo rešitve, ki bodo na koncu sprejete s čim večjim konsenzom. To je namreč naš cilj, ker verjamemo, da čim večji bo konsenz vseh deležnikov, večja je realna možnost, da bodo te rešitve tudi udejanjene. To je bil pa ravno največji problem po moje oceni v preteklosti na tem področju, da se sprejemajo rešitve, ki so sicer kvalitetne, vendar je problem v realizaciji.